Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Danes je petek, 6. marec, še enkrat, če ste pravkar prišli, dobro jutro. Dobro jutro. Ja, gremo skupaj v ta dan. Kaj imamo, kaj planirano za ta vikend, ki prihaja? Jeger, Marsikaj. Ja? Marsikaj. Danes, že recimo popoldan, ko se začne vikend, ne, že imamo mi doma planiran en obisk v Kungoti. Jutri se gremo... V Kungoti? Ja, v Kungoti imamo. Kdaj si pa ti doma v Kungoti? Ja, ko Sem doma, tam prijatelje, gremo na obisk, ne. Greste na obisk? Sem tudi razumela, da pridejo. Kungoto? Kungota. Kero? Zgorno. Ker je tudi na Dravskem polju Kungota, se veš. A ja, ne, to pri pesnici. Ja, to ta pravo. Ja, našo Kungota. Ker je malo brega, ne? Ja. Da ni vse samo ravno. No, jutri potem se gremo kopati v terme v Limija, tam tisti family fun, ali kaj je tam. Lepo. Ja, in v nedeljo... Špombice skakal? Veš, da ne smeš skakati, ne? Jaz ne, tudi ne bom. Pa fen si vzami sabo, da boš to posušil pol. Saj imajo tam fene. V nedeljo gremo pa spet na eno kosilo za rojstni dan. Kaj si ti, ja. Zelo jedo boš torej. Jedo bom, ja. Tako ponavadi. Družaben vikend torej imaš taki, ne? Boš kaj se še pozabil? Ja, v soboto zvečer pol imamo še obletnico Valete. Letos 19. Ja. In pa v nedeljo zvečer imamo jadralci sestanek za naslednjo jadro. Jedalci? Jadralci. Jedalci je rekel. To ste svinjarji, ali kaj ste že? Svinjarski jadralci, ja. Ok, celi cajt smo uporabili za igrove plane. Tak, da to je to, ne? Kaj pa ti, Ana? Ne, v redu, se tak je Jeger povedal. Ja. Jaz grem soboto karling probat. Ker je jutri dan odprtih vrat od 2 naprej, ne, v ledni dvorani, ker se karling tretjič zaganja v našem mestu, tako da bo se zmenila z Mernikom, da gremo probat, gremo pokazati. Ker vemo, da je karling v bistvu en tak zelo zelo džentlmenski šport, zelo taki kraljevi. Pa pravega si izbral. Jaz sem pogledal po radiju, se je samo en s princem Tezna. Lagerfeld. Moram pogledati Lagerfeldov Zgubljeni sin in Mali gozdni Joža iz Farama. To bo kar zabavno. Dobro jutro. Dobro jutro. Jeger pleše, dobro jutro. Ja, tu tako. Pa še 6:30 dni. Ja, če pa. Petek je. Pa manj kot mesec dni do frizera in konca tvojega malega Kristusovega izziva. Ja, ne točno na današnji dan, čez en mesec, ne? 6. te. Tako. Točno. Ja, se pravi že manj, ne? Zdaj, ker že odštevamo. Tako. In včeraj je tako skrušeno, rekel mi ful premalo o tem govorimo, hote, če se skozi. Če me še vedno sprašuješ, zakaj sem taki. Glej, Jeger, še enkrat, imel si možnost reči ne in kadarkoli bi lahko prekinil. Zakaj si izmišljuješ? Imel sem možnost, veliki ali pa mali Kristusov izziv. Opcije 3 ni bilo. Zdaj bi že lahko vedel, da pri nas je treba out of the box razmišljati. Ja, out of the box bi rekel ne, pa kako si naupek. Ampak imel si možnost. Kaj zdaj? Se pač vsaka možnost prinaša svoje posledice. Nisi tega naučil v življenju? Ja, sem se. Ok, danes je 6. marec, kar pomeni, da bo v nedeljo 8. marca dan žensk. Včasih smo rekli temu dan žena, ampak jaz ne rad uporabljam dan žena za dan vseh žensk, ker imam take boleče spomine, ko so pač bile proslave, ne, pa smo morali skozi nastopati nekoč v osnovni šoli in sem mogel imeti neke čevlje gor, s katerimi nisem smel fuzbala špilati isti dan. Ja, priznam, kaj tak je bilo. Super. In vseeno tudi tokrat kar nekaj stvari, ki jih lahko, drage dame, izkoristite na dan žensk, recimo pri iz skupine javnega holdinga Maribor in Športne zveze Maribor so povedali, da tudi letos boste imeli vse brezplačno drsanje in plavanje, razlaga Katja Žižek. Predhodne prijave niso potrebne, vstop na kopališče je mogoč v uradnem času kopališča, to je med 8 in 20 uro, vstop na drsališče pa v času rekreativnih terminov, v nedeljo imamo 2 termina, eden je zjutraj med 9 in 10:30 in popoldanski termin od 16:30 do
do 18. ure. Tako, in to ni vse. Absolutno ni vse. Oziroma v nedeljo, ko je 8. marec, so se akciji pridružili tudi na Mariborskem Pohorju in Arehu. Smuka na ta dan, torej v nedeljo, bo za vse ženske brezplačna. Ampak ker pač smučari imamo neki šlif, ne? Šlif, ja. Ja. Tako da 10. marca, v torek, ko pa je dan mučenikov, smučajo zastonj tudi vsi moški. Jej. Končno nekdo ni pozabil na nas. Ja. Aleluja. No, Kaj, lepo. Lepo. Tako. Ja, za smučanje sem vesela. S tem, da najbolj preprosto bo to šlo pri plavanju, ne? Ne vem, kako boš se identificirala na drsanju pa na smučanju. Ja. No, po mojem ne bo tako strogo zdaj. Tako strogo, vse pa ne veš. Ja, Kaj ne veš, kaj ne ločiš med spoloma? Ja, no, vse pa te veš, da je bilo na olimpijskih igrah, pa ima že marsikje. Jaz ločim. Vprašanje, če tam oni na šalteru, to je vse, kam rekel. Vredo je. Ne, ampak čisto res, ja, ni treba hoditi pa kazati, ne, z jezik. Vse bojo vedeli, da ste dame, tako da. Tudi kako drugače se da to pokazati, ne, tako da pokažeš. Ja, za osebno. Ja, osebno. Napiše gor MŽ. Zgledamo kot policaji, mi hočemo drugače preveriti. Ne, ampak čisto res izkoristite to nedeljo, torej brezplačno drsanje, kopanje in smučanje na Mariborskem Pohorju za vse dame. In prav je tako. Pozor! Dileme, študentke Eme, tudi danes zjutraj. Ema, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Viš, jak študenti zgodaj vstanejo, če hočejo. Stopimo bliže generaciji Z tudi danes. In danes je na seznamu Eminih dilem ena, bom prebral, pa bomo pol videli, ne? Tak piše, ali se samo mladi, torej generacija Z, pogovarjamo sami sabo, ali to počnejo tudi starejši. Ja, pač mi se menimo sami. Se- Ja, jaz se doma menim. Se fest? Kaj pa se Ja. pogovarjaš sama s sabo? Pač ne vem, Se kdaj- karkoli. Se kdaj Težke skregaš stvari, tudi? Ja, ful, ja, včasih se tako znajdem, pa se prav razpizdim na Op. sebe. Ja. Pa sem pol samo tak, Ja, glej, vse veš, nepredvidljivi smo včasih sami do sebe, ampak naj ti povem, da to ni fenomen, ki bi bil značilen za generacijo. absolutno ne. res? Torej ste vi tudi? Jo, seveda. Torej ste vi tudi čudni, ja? Tudi mi smo čudni. Ja, vsi smo malo ubrisani. Čist tak. Jaz se recimo večkrat sam s sabo pogovarjam, ko kaj delam, recimo. Ja. Sploh, ko nam ne gre jeger, takrat smo res kar, ne. Takrat je, to je recimo Težki tak. monologi, ne? Ja. Nerodno je, ko se recimo v kakšni kočljivi situaciji ujameš, da si se sam s sabo menil. Ki se meni to zgodi. Priznam. Ja, daj, Vem, s tem tvegam svojo kariero in 30 let dela. Ampak bom povedal. daj povej. Jaz, ko se vozim, ne, sploh če si kje na avtocesti ali pa na neki relaciji, kjer si običajno, veš pa, če razmišljaš, ne, in vsake toliko časa, ko prideš do nekega zaključka, je neka reakcija, ki jo na glas poveš. Ne? Ja. Znate to? Absolutno. In pol pozabim, da je zraven žena, da sta zraven sina včasih, ne. In pol rečem, pa si, kaj sem rekel, pa si začnem kao pet, la, kot da sem si pel v muziki. Kaki kojn. To je lahko tudi na kratkih relacijah. Seveda. To se Ali pa zunaj na ulici, jaz tako tudi na ponavadi, ko grem. parkirišču, ne? Ne rabiš se sploh kaj dosti premikati. Na ulici? Ja, včasih, ko grem peš, ne, ko pa nekaj razmišljaš, pa vem, da usnice premikam in pol tako, ko prijem, kaj sem jaz zdaj ravno kar govoril sami s sabo. Največkrat pa si rečem, kako tele sem ali pa kak snor, ne. Ja, to je si pa največkrat, da se tak pohvališ. Tako. Oziroma, da daš neko priznanje aktualnemu stanju. Tako da vidiš, Ema, ne? Okay. Nič posebnega. Nisi sama v tem. In nisi tako posebna, kot si mislila, da si. Ne? Pa no. Evo, še ena dilema od Klukana. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Naj zdaj povem, da je to, kar boste slišali, zapisal Jege.
Okay. To ne bi kdo slučajno mislil, so to moje besede. To so besede Matica Jegra, imamo črno na belem. In sicer je napisal, mogoče smo pohorci res 10 let za leseno žlico. Ne boš me potegnil v to debato, ti kar povem. Samo od kdaj je Kanye West samo jej? Ja, To si zdaj komaj ugotovil. ja. Oj, jaz tega sploh ne vem. Res. Evo. Okay, te znčani so še bolj. Mi smo eno A ti izlet veš za to, leseno Ema? žlico očitno. Res? Ja, že enih 5 let. Ja, Kako 5 let? Ja. ja. Kaj je? Samo jej je, ne? 5 let je, Jej. on ni več reper Kanye West, ampak je reper Jej. jej. Ja. Resno? Ja. Mislim, Res? Glej, Ema, še moramo jaz delati. ne mi pa verjamem, to je ne to. Oj, pa kaj Veš, to če kar mi nekaj. delamo. Ja, to je res kar nekaj. Jaz sem Starost. včeraj Celi bral kar en nekaj. članek in gledam reper jej, pa od Kanyeja slika. Kot je to? Ja, jej. Pač je, tako boš ti mogoče enkrat Matic je. Ali pa Jegrah, ne, kar si se Je pač vredno, sam ja. preimenoval. Tudi jedrc si že bil. Ne, Kanye je pač seveda genij, ampak vsaka genialnost nosi veliko enih takih zaskrbljujočih značilnosti sabo. Ne? Tako da, ok, smo rešili zdaj? Smo. Lahko gremo dalje. Šokirana sem. Matičkove raziskave. Tako, Matičkove raziskave. Oh yeah. Ker nekaj časa jih ni bilo, moramo povedati, ker najprej Matiček bil seveda na zasluženem dopustu, kamor gre enkrat na mesec, pol so bile počitnice in je Matiček rekel, če med počitnicami počitnice, pa to ni pa ne delamo." tega reporterja Milana, tudi jaz ne bom, Tako? je skočil na vlakeca. Ne, ker je letu Ja. primerljivo, reporter Milan Seno, zdaj 1. aprila 25 let, Matičkove raziskave, 2 ponedeljka, 3 torke. Tako da, ja, logično, vse je logično. Danes so tu, Ja, spet. danes so tu, lahko zdaj. Izvoli. Okay. Zdaj, ko boš štartal. Seveda, pazi. Čas je za še ene najbolj relevantne raziskave v Sloveniji, lahko rečemo tudi v vesolju, ki preiskujejo in vam omogočajo, da pobliže spoznate najbolj posebne primerke človeške vrste, ljudi na Totem Radiu. Tokrat sem sodelavce spraševal, katera je bila njihova najljubša risanka v otroštvu. Sandi. Pat in mat, oziroma a je to. In to zato, ker sem jaz en od teh dveh, verjetno, ko se spravim kaj delati. Ema. Bingsice, te punce, pa tih oblekca, pa ko imajo super moči, vedno sem si hotela biti tista blum, seveda glavna, ko je. Anja. Jaz sem generacija Slončka Benjamina, Frančka, Pike Nogavičke, tudi kaki palček David je prišel vmes, ampak če bi mogla izbirati, bi rekla Slonček Benjamin in njegov trara. Marko. Ena risanka iz 70-ih sicer, ampak potem so imeli na nemški televiziji Viki und die starken Männer. To sem ful rad gledal, pa se vedno pel, imela tako catchy pesem na začetku. Hej, hej, Viki, hej, si zdaj den zingel, ne znam nemško, pač nekaj je bilo, ne, po hej, hej, Viki. Počohala, vedno, ne? Pa foter je vedno bedro jedel, tako. To je bila izjemna risanka. Pa pol je bilo še na. Dobra risanka, to smo dobra. radi mi tudi gledali. To je bila vrhunska risanka. Matej, tvoja najljubša risanka iz otroštva. Barba Papa. Ne vem, če se spomniš. Spreminjali so oblike, to je bilo najboljše. Enkrat je bila utež, drugič je bila flaška, dudica, avtomobil. Kaj hočeš? Ana. Naša generacija je gledala Medvedka Uhca, v bistvu sploh vse risanke, ki so bile v oddaji Živ žal, in pa Želodko Superca. Ne skrbi, prihaja Superca, ime mu je Želodkov, vse nas rad ima. Tako je šla pesmica. Ful je bila lepa risanka. Šalca. Ja, v mojih cajtih Tom in Jerry. Neposredni pristop k reševanju problemov. Ker je še pes bil not zraven mačke pa miša, ne. Andrej. Zelo težek odgovor, moram reči, pri vseh živžavih, pa cikcakih, pa pri vsem, kar smo videli na avstrijski televiziji. Ampak ena pa zmaga, ker sem imel tudi album s samolepilnimi sličicami, ki jih je bilo ful težko dobiti, pa ful so bile drage, pa ful smo si jih potem v šoli menjavali. In taki zmaga je... Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Ja, čebelica Maja, to tudi, kako smo te to pozabili, pa Vili.
Slikice so bile. To še jaz ne vem, ja pa dobro, on je neka druga generacija. Ni, ja, kaj moja? Ja, tvoja, ja. Niso prišle čez stražun slikice, moram reči, so ostale na oni strani. Tomaž, tvoja najljubša risanka iz otroštva? Najljubše so mi vedno bile tiste češko-slovaške produkcije, ne? Če se tako izrazim strokovno, ne? Lolek Bolek, a je to, ne vem, kaj še vsega Boga bilo iz tistih koncev. Ampak še danes, verjetno, ker tudi danes predajam risanko na hčerkico, Krtek. Krtek, ja. Krtek je zakon, sploh ko govori, kaj včasih, ko reče, ne? Ali pa ko kaj da? Krtek. Dejan. Jaz sem najraje gledal risanko Tarzan, ki je bila na sporedu v začetku 80-ih v počitnicah in se spomnim, da smo bili na igrišču, smo fuzbal špilali, pa smo pauzo naredili, pa je vsak domov letel pogledati risanko, potem smo prišli nazaj, pa smo se najprej pol ure menili, kaj je bilo, pa smo pa dalje špilali. Kak je pa Tarzan delal? Tine. Ogromno jih je bilo, ampak tak, če pomislim, bi rekel He-Man and the Masters of the Universe, oziroma mi smo gledali nemško na ORF, ne? In je bil oni, ko je vzel meč, pa se zadrl. Ich habe die Kraft! To je bila ena, ja. Črno-bele so še bile takrat risanke? Škaj pa norije sprašuješ? S Skeletorjem se je boril samo toliko. Ja, pojma, o čem govoriš. Ja, vem, kjer je. Resno? Ja. Sva veš, osebno, ne? Na tezne, Ja. nov vikend. Ja, tako. Ja, v redu. Še kaj bi dodal, Matiček? Ne, to je to. Zabavno je bilo spet. Video pa sledi enkrat danes na naših družbenih omrežjih. Je tako? Enkrat dopoldne. Enkrat dopoldne. Tako ponovadi. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dobrodošli petek. 6. marec je in to ste verjetno to ugotovitev že večkrat sami sebi rekli ali pa komu drugemu, tatovi so povsod. Ja. Kradljivci na vseh področjih. Seveda kradljivci src, ne? Lepih trenutkov in kradljivke. Ampak nisi mislil teh, kaj ne? Ne, absolutno ne. Zdaj, to je ena stvar, ko si je ena od strank za predvolilni plakat izposodila Vanča in Maleka iz legendarnega Mojata socialistični kulak. Ja. In sem prebiral, me je zanimal odziv Toneta Partliča, ki kljub temu, da je seveda že v častitljivih letih, ampak mu veš, ta njegova humorna iskrica absolutno ne ugasne. In je razlagal, kaj naj naredi, na kak način naj pač zahteva pravico, pa je rekel samo tak, če že zdaj kradejo, pa še niso izvoljeni, kaj šele bo. Ja. Ne? Ja. Zelo dobro vprašanje, ne? To pač moraš paziti. S kom se greš bost? Jaz se ne bi šel z nekom, ki je tako kreativen in pronicljiv, kot je to. Absolutno. Se tudi je rekel, da so mu svetovali, kaj naj se naredi, da naj zahteva odškodnino, da naj zahteva, da se ti plakati odstranijo. Pravice in tako naprej. Tako, ampak je rekel, da bo pravici najbolj zadoščeno, če ljudje izgubijo na volitvah. Ja. Evo. Mislim, ja. Ampak tako gledaš, če si jih prosiš, jih pač najdeš. Ja, seveda. To je stara štajerska resnica. 6 minut čez 7. Dobro jutro. Dobro jutro. Petek je skoraj nemogoče vprašanje. Vprašanje, v katerem ponovno vodi Ana, oziroma igra, v kateri spet vodi Ana in v kateri seveda tekmujeta. Na eni strani tezenska princesa Ana Lakota in na drugi strani naše oranžno pohorsko veselje, pohorski mogli Matic Jeger. In tudi danes je vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi mi, Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora, Ali pač. Tako. Se To nama počutiš? nekaj ne gre več dobro. To moramo povaditi pol. No, ampak tebi gre, ne glede na to, da vodiš igr. Ali pač, mislim. Si olimpijsko? Sem. Okay. Se mi zdi, da danes je moj dan. Tako gledati se ti ne bo samo zdelo. Kolikokrat je že šlo narobe, ja, oziroma ostalo samo pri tem. Bova videla, kolega. Ja, tako. Okay, torej, poglejmo. Danes je unisex vprašanje, torej ni posebej za moške, posebej za ženske, ampak ko so delali
pripravljeno statistiko so ugotovili, da 60% vseh 62, ampak rečemo, ja, torej 610, to je kar večina. Ja. Naredi, ko pridejo domov iz trgovine, najprej to. Roke si umijejo. Okay. Niso roke. Odložijo vrečke. Ja, dobro, to je logično. Najprej pospravijo vse, kar gre v hladilnik. Najprej še enkrat pogledajo, kaj vse so kupili. Račun pogledajo, če imajo vse, ali pa listek, ki so ga imeli v trgovino, če so vse kupili. Najprej kaj pogledajo, nekaj si rekel? Nisem rekel, naredijo. Naredijo to. Ugotovijo, da so nekaj pozabili kupiti. Ne, se obrnejo, pa grejo še enkrat. Kaj naredijo, ko pridejo dobrih domov? 60%. Odkleneš Se vsi obračajo, pa hoče. Čakaj samo malo, gremo po vrsti. Ja, saj gremo. Odkleneš vrata, prideš noter, se sezujejo. Ne. Ja. Kaj naredijo, ko pridejo z trgovine? Ja. Se pohvalijo, kaj vse so kupili. Verjetno se sezujejo, samo ni to tema. Najprej povejo, česa niso najdli, pa da so jim spet prestavili. Partnerju povejo, kaj so kupili. Nič ne povejo. Nič ne povejo. Pride domov. In nič ne zlagajo. Nekaj že takoj pojejo, kaj so kupili. Tako je. Daj dihaj. Ja, dobrih 60. Meni se je to zdaj tak butast odgovor zdaj. Ja, samo je. Dobrih 60%, ko pridejo z trgovine, najprej nekaj pojejo. Kraljica je nazaj! In mi je sram to povedati. Čestitke, Ana Lakota. Hvala. Kaj je? Delo se ti, ne? Nič se mi ni zdelo, brez veze. Nekaj žalostno, zdaj prav se skrblje. Boge. Se bo. Veš, kako dolgo že? Jaz po moje še letos nisem zmagal. Ne, nisi. Če si na dopustu, no stop. To ne samo v skoraj nemogočem vprašanju. V redu je. Čestitke, Ana. Ja, bravo. Skupaj želimo dobro jutro. Dobro jutro. Tu je še ena statistika, pa me zanima, če smo znotraj povprečja. Pravijo, da povprečna družina v Evropski uniji opravi od 8 do 10 oziroma opere 8 do 10 pralnih strojev na teden. Ja, z lahkoto. Na teden. Ja. Ja, na teden, ja. Za vikend jih enih 5. Tako za vikend, ja. Za vikend jih enih 5 s postelino in brisačami vred. Ne, ima. Ne vedem, pa bereš, ne. Po mamo vprašaj. Vprašaj mamo, ja. Jaz imam občutek, da mi non-stop peremo doma. Ja, pri nas vsako noč leti, pa za vikend pa tudi po 2 baterije. Ja, to se v pralnih strojih pogovarjamo. Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.